V Slovenski vojski se zavedamo pomena, ki ga ima ohranjanje okolja in naravnih bogastev za obstoj in kakovost življenja prihodnjih generacij. Ne zadoščata le želja in pripravljenost, čeprav sta nujni, imeti moramo tudi znanje, vedeti moramo, kaj storiti in kako ukrepati. Prednostni cilji Slovenske vojske pri varovanju okolja so varčno ravnanje z energijo, ločeno zbiranje odpadkov in zmanjšanje njihovih količin, preprečevanje onesnaževanja naravnega okolja, nadomeščanje nevarnih snovi z manj nevarnimi in kot najpomembnejše, okoljsko ozaveščanje vseh naših pripadnikov. Življenje in delo vojaka pri vsakdanjih opravilih potekata ob upoštevanju strogih ukrepov za zaščito okolja, predpisanih z direktivo o varstvu okolja v Slovenski vojski ter drugimi vojaškimi in NATO-vimi predpisi. Zdaj bomo šli pa na praktična sredstva, ki jih uporabljamo v Slovenski vojski. To so lovilci olj. V primeru, da tega lovilca olj nimamo in pa še za določene druge primere, imamo pa tukaj mali ekološki komplet. Vojaško strokovno usposabljanje v poveljstvih in enotah Slovenske vojske obsega različne teme o varstvu okolja, kot so zaščita vodnih virov, zraka, tal, ublažitev hrupa, ustrezno ravnanje z odpadki, preprečevanje onesnaževanja, zmanjševanje porabe energije, nacionalni okoljski predpisi, NATO-va okoljska politika in podobno. Poveljniki svoje podrejene vzgajajo tako, da ti pri svojih vsakdanjih operacijah upoštevajo ukrepe za zaščito okolja. Način usposabljanja je prilagojen ravni in posebnostim posameznikov. Usposabljanje vojakov se nadaljuje s praktičnim prikazom nekaterih postopkov, kot so ločevanje odpadkov v nastanitvenih objektih in jedilnici, delo v voznem parku in na perišču za motorna vozila, urejanje naravnega okolja, pretakanje goriva, lovilci olja in podobno. Odpadke razvrščamo v kategoriji nevarnih in komunalnih odpadkov. V poveljstvih enot tako ločeno zbiramo izrabljene kartuše ter odpadne baterije. Večino odpadnih baterij in akumulatorjev zbiramo v delavnicah za vzdrževanje vozil in drugih materialno-tehničnih sredstev. Nenevarne odpadke zbiramo ločeno, tako v nastanitvenih objektih, kot tudi na zunanjih ekoloških otokih. Zbirna mesta so urejeni prostori, opremljeni z najmanj 3 posodami, in sicer ločeno za papir, plastiko in mešane komunalne odpadke. Papir in plastika predstavljata surovino, zato ju zunanji izvajalci iz vojašnic odvažajo brezplačno. Strošek tako predstavljajo le mešani komunalni odpadki, koliko jih je, pa je odvisno od ekološke zavesti in volje zaposlenih. Naš skupni cilj je, da z ozaveščanjem vseh zaposlenih povečamo ločevanje odpadkov in tako zmanjšamo stroške in nepotrebno onesnaževanje okolja. Vsako pošiljko odpadkov spremlja evidenčni list, iz katerega sta razvidni količina in vrsta odpadkov. Zbrani podatki so podlaga za pripravo poročil in načrtov gospodarjenja z odpadki. Večina bojnih in terenskih vozil Slovenske vojske je opremljena z lovilci nevarnih tekočin, ki jih vozniki, ko vozila parkirajo, podstavijo pod nevarne dele. Naloga skrbnika voznega parka pa je, da lovilce redno pregleduje in prazni. V voznih parkih je poleg sredstev za varstvo pred požarom nameščen ekološki zabojnik z opremo za sanacijo razlitja nevarnih tekočin. Vanj spadajo adsorbent in orodje ter navodilo za ravnanje ob razlitju.
Madež, ki nastane ob razlitju, skrbnik avtoparka ali voznik očisti tako, da ga prekrije z adsorbentom, počaka, da se nevarna tekočina vpije in vse skupaj pospravi v zabojnik. Adsorbent je primeren za večkratno uporabo. Ko je popolnoma nasičen in ne služi več svojemu namenu, ni več uporaben in ga obravnavamo kot nevaren odpadek. Preden vojak začne prati vozilo, iz njega odstrani morebitne odpadke in jih odvrže v zabojnike za ločeno zbiranje. Vse pralnice so opremljene z usedalniki in lovilci olja, ki preprečujejo iztekanje nevarnih tekočin v kanalizacijo. Ker se v večini vojašnic za pranje vozil uporablja pitna voda, je pomembno, da je njena poraba racionalna. Usedalnike in lovilce olja je treba redno pregledovati in čistiti, podatke pa zapisovati v obratovalni dnevnik. Uporabniki morajo perišče za sabo očistiti. Lovilci olja so vgrajeni tudi na drugih nevarnih objektih v vojašnicah, kot so delavnice za vzdrževanje motornih vozil, parkirišča za tovorna in bojna vozila, pretakalne ploščadi in druga črpališča, skladišča goriva in kuhinjski obrati. Tudi v kuhinjah namreč nastaja večja količina odpadnega olja. Pri pretakanju goriva iz cisterne v kurilnico moramo posebno pozornost nameniti varstvu pred požarom. Sredstva za gašenje morajo zato biti pripravljena že vnaprej. Ob razlitju uporabimo ekološki zabojnik. Slovenska vojska ima delavnice za popravilo in vzdrževanje tovornih, bojnih, terenskih, osebnih in posebnih vozil. Tu opravljamo tehnične preglede vozil in lažja popravila. Nekatere delavnice so namenjene le osnovnemu vzdrževanju vozil, na primer pregledu vozila, menjavi olja in oljnih filtrov, v drugih pa se opravlja zahtevnejše vzdrževanje. V delavnicah Slovenske vojske izvajamo večja popravila in vzdrževanje bojnih in specialnih vozil. Ob osnovni nalogi, katera je skrb za delovanje teh vozil, pa je ključnega pomena tudi skrb za okolje in varnost pri delu. Delavnice so zato opremljene z ustreznimi posodami za zbiranje teh odpadkov, ekološkimi kontejnerji in navodili za ravnanje z odpadki ter ukrepanje v primeru razlitja v okolju nevarnih tekočin. Za vsako delavnico je narejen načrt gospodarjenja z odpadki, in sicer za 4 leta, vsako leto pa pripravimo letno poročilo o odpadkih in ga posredujemo Ministrstvu za okolje in prostor. Pooblaščenec za varstvo okolja skrbi za usposabljanje s področja varovanja okolja v delavnici, predstavlja ukrepe ob razlitju nevarnih tekočin in druge postopke zaščite okolja. Zaradi dejavnosti v delavnicah nastajajo posebni in nevarni odpadki, predvsem motorno olje. Odpadno olje iztočimo v označeno posodo. Na posodi morata biti napisani vrsta odpadka in njegova klasifikacijska številka. Ko na vozilih menjavamo filtre in olje, skrbimo za ločevanje kovine od odpadnega olja. Že odcejen izrabljen filter stisnemo še na oljni stiskalnici, tako še dodatno ločimo odpadno olje.
Ko odstranjujemo oziroma zamenjujemo dele vozil iz kovine in gume, je treba kovino kot surovino ločiti od gume, ki jo potem obravnavamo kot posebni odpadek. Hladilna tekočina v vozilih se med rabo spreminja in iztroši, zato je treba tekočino vsaki 2 oziroma 3 leta zamenjati. Koncentrat hladilnega sredstva se uvršča med snovi, ki onesnažujejo vodne vire, zato mu pri odstranjevanju namenjamo še dodatno pozornost. Odpadno hladilno tekočino zbiramo v ustrezno označenih posodah in jo predajamo pooblaščenim zbirateljem. To hladilno tekočino bo treba zamenjati. Prav, gremo v skladišče. Pri popravilu oziroma vzdrževanju vozil večkrat pride do razlitja olja ali drugih nevarnih tekočin. Večjo količino razlitega olja je treba najprej posesati s sesalnikom za olje in nato posuti z adsorbentom, ki tekočino vpije. Nasičen adsorbent obravnavamo kot nevarni odpadek. Velik del odpadkov v delavnicah so zaoljene oziroma mastne krpe, ker so tudi te nevarni odpadek, ki jih moramo prav tako odlagati v posebne označene posode in predajati pooblaščenim zbirateljem. Da se v delavnicah ne kopičijo večje količine odpadnega olja in drugih nevarnih odpadkov, jih vsak dan odvažamo v priročno skladišče, kjer jih prevzema pooblaščeni zbiratelj. V priročnem skladišču se nevarni odpadki hranijo največ 1 leto. Agencija Republike Slovenije za okolje dodeljuje podjetjem, ki izpolnjujejo predpisana merila, pooblastila za zbiranje ali odstranjevanje nevarnih odpadkov. Seznam pooblaščenih zbirateljev je javno dostopen. Preden vodja delavnice naroči odvoz nevarnih odpadkov, mora preveriti, ali ima morebitni izvajalec ustrezno pooblastilo. Pri črpanju ali pretakanju nevarnih tekočin je treba nevarna mesta zaščititi s posodami ali pivniki. Odpadno olje spada med rabljene, vendar ne izrabljene snovi. Mogoče ga je predelati in ponovno uporabiti ali uporabiti takoj, na primer kot gorivo. Pošiljko odpadkov spremlja evidenčni list, iz katerega sta razvidni količina in vrsta. Kopijo evidenčnega lista shranimo za pripravo letnega poročila o odpadkih. V posebnih plastičnih zabojnikih skladiščimo izrabljene svinčene akumulatorje, ki jih pooblaščeni zbiratelj odpelje na reciklažo. Enako ravnamo z odpadno kovino. Odpadki, ki se obravnavajo kot surovina za nadaljnjo uporabo, so ekonomsko pomembni, saj je njihov odvoz brezplačen oziroma z njimi celo nekaj zaslužimo. Slovenska vojska se zaveda pomembnosti varovanja okolja, še posebej na terenskem usposabljanju, na katerem lahko z nepravilnim ravnanjem naravno okolje poškodujemo ali celo uničimo. Upoštevati moramo vse varnostne ukrepe, saj bomo le tako lahko ohranili naravno okolje in s prisotnostjo vojaške tehnike ne bomo prizadeli rastlin in živali, ki v njem živijo. Pri pripravi na večdnevno terensko usposabljanje je treba v načrte vključiti tudi varstvo okolja in morebitne vplive zaradi uporabe vojaških vozil in drugih materialno-tehničnih sredstev. Čeprav je najpomembnejši cilj terenskega usposabljanja prav izurjenost vojakov v naravnem okolju, ne smemo pozabiti na zaščito okolja pred usposabljanjem, med njim in po njem.
Med načrtovanjem usposabljanja si vodja in pooblaščenec za varstvo okolja temeljito ogledata teren, na katerem bo usposabljanje potekalo, in preučita razmere. Pooblaščenec za varstvo okolja teren fotografira in ugotovi njegovo primernost glede na namembnost vojaških vaj. Elaborat vadbenega tabora pod številko 4, administrativno-logistična zagotovitev, se pravi okoljevarstveni načrt, točno kje bo kaj stalo. Tukaj vam predstavljam tudi eno shemo, katera bo, se pravi vi, poveljnik, imate tukaj not vaše šotore. Na podlagi ugotovljenega z vodjem terenskega usposabljanja uskladita okoljevarstveni načrt. Poveljniki morajo upoštevati vse vojaške okoljske predpise, tudi pri enodnevnih terenskih usposabljanjih, kot so streljanje, različna taktična usposabljanja in podobno. Pred odhodom na teren se med drugim pripravijo tudi sredstva za zaščito okolja. To so različni lovilci nevarnih tekočin, pivniki, zabojniki za nevarne in komunalne odpadke, adsorpcijska sredstva, ekološki zabojniki in podobno. Poleg sredstev za zaščito okolja ne smemo pozabiti tudi na varstvo pred požarom. Na teren zato vzamemo ustrezne gasilne aparate, protipožarne metle in druga protipožarna sredstva, s katerimi bomo preprečili, pogasili ali omejili morebitni požar. Pooblaščenec za varstvo okolja s kontrolnim listom zabeleži količino in vrsto uporabljenih sredstev. Preden se odpravimo na teren, moramo pregledati še stanje goriva in drugih pomembnih tekočin v vozilih. Vozila morajo voziti po načrtovani trasi, izključno po utrjenih poteh oziroma površinah, ki jih bo pozneje mogoče ustrezno sanirati. Vsa tovorna vozila so opremljena z lovilci nevarnih tekočin, ki jih podstavimo pri parkiranju ali daljšem ustavljanju v naravnem okolju. Tako preprečimo izlivanje v tla in posredno onesnaževanje podtalnice. Zelo je pomembno, da voznik lovilno posodo namesti na ustrezno mesto pod vozilom. Kadar lovilnih posod nimamo na voljo, improviziramo. Pod vozilo lahko namestimo na primer pivnike, odrezane sode ali druga priročna sredstva. Pivniki so primerni za uporabo v suhem vremenu, vendar jih moramo obtežiti. Prostor za pretakanje goriva, ki se uporablja za polnjenje ogrevalnih in klimatskih naprav, mora biti ustrezno urejen. Pomembno je, da prostor izberemo tam, kjer v bližini ni vodnih virov. V ureditvi spada ravnanje terena, podlaganje neprepustnih podlog, namestitev lesenih palet, postavitev lovilcev nevarnih tekočin ustrezne velikosti in, če je treba, dodatno opremljanje s pivniki. Če imamo možnost, ves prostor skupaj s cisterno prekrijemo s šotorom in tako ob dežju preprečimo izpiranje nevarnih tekočin. V neposredno bližino prostora za pretakanje goriva namestimo opozorilne table, ki opozarjajo na območje z nevarnimi snovmi. Vsak vojak mora biti seznanjen z nevarnostmi takega območja, zato je nepotrebno zadrževanje tam prepovedano. Na prostor za pretakanje goriva postavimo še ekološki zabojnik s sredstvi za sanacijo razlitja. Ko smo uredili prostor za pretakanje goriva, moramo poskrbeti še za varno namestitev vozila oziroma cisterne za gorivo. Tu ponovno potrebujemo čim bolj raven in utrjen teren, na katerega položimo nepropustno podlogo, ki jo obložimo z vrečami peska. S tem omejimo oziroma preprečimo morebitno razlitje goriva in pronicanje v tla. Na nepropustno podlogo lahko položimo še pivnike, ki sproti absorbirajo nevarne tekočine, s postavitvijo strehe pa preprečimo, da bi jih morebitne padavine spirale. Urejen prostor za vozilo oziroma cisterno za gorivo pooblaščenec za varstvo okolja večkrat pregleda in ob pomanjkljivostih ukrepa. Pivniki so nepogrešljiv del opreme za zaščito okolja. Uporabljamo jih pri vsakem pretakanju goriva in drugih nevarnih tekočin.
Vojak, zadolžen za brezhibno delovanje ogrevalnih in klimatskih naprav, mora pri njihovem polnjenju vedno podstavljati pivnik. Vedeti mora, kje ga dobi in kam ga po uporabi odloži. Pri ročnem pretakanju nevarnih tekočin je pomembno, da poleg sredstev za zaščito okolja uporabljamo nepoškodovane posode in ustrezne lijake, s katerimi lažje nadziramo pretakanje. Na terenu se lahko zgodi, da nepričakovano ostanemo brez goriva. V takem primeru pokličemo v tabor, od koder nam ga dostavijo. Pretakanje vedno opravimo iz vozila v vozilo. Pod obe vozili na nevarnih mestih namestimo lovilne posode ali pivnike, v bližino pa gasilne aparate, s katerimi bi onemogočili nastanek požara. Pri pretakanju goriva je obvezna uporaba osebnih zaščitnih sredstev. Pretakanje opravi voznik cisterne, ki ima opravljen izpit za prevoz nevarnih snovi in delo z njimi. Pri tem mora obvezno upoštevati navodila za varstvo okolja in varstvo pred požarom. Pranje motornih vozil na terenu je dovoljeno le na določenih mestih, ki so opremljena z lovilci olja. Na osrednjem vadišču Slovenske vojske je tako imenovana pralnica urejena na betonskem platoju na Bilah. Po uporabi je treba pralno ploščad očistiti in pregledati usedalnike ter lovilec olja. Če je ugotovljeno, da so že zasičeni, je treba opozoriti poveljnika vadišča oziroma naročiti čiščenje pri zunanjem izvajalcu. Mulj iz usedalnikov in olje iz lovilca se obravnavata kot nevarna odpadka. Med terenskim usposabljanjem je treba poskrbeti tudi za odlaganje komunalnih odpadkov. Že pri postavljanju tabora zato poskrbimo, da so v jedilnicah in pred bivalnimi objekti nameščeni zabojniki ali vreče za odpadke. Ker oskrba s hrano in vodo temelji na plastični embalaži, je smiselno, da z barvnimi vrečami ali oznakami omogočimo ločeno zbiranje plastike. Če je na terenu možnost odlaganja zbaranih odpadkov v že postavljene velike zabojnike, jih odlagamo tja. Če zabojnikov ni ali so polni, za odvoz odpadkov poskrbi enota sama. Na terenskem usposabljanju so težave tudi z odpadno vodo iz stranišč, umivalnic, kuhinj in podobno. Iz teh se odpadna voda črpa v ustrezne zbiralnike. Ko so napolnjeni, jih prazni zunanji izvajalec ali enota sama, če ima vozilo za ta namen. Z varstvom okolja je tesno povezano tudi varstvo pred požarom. Na vsakem terenskem usposabljanju je nujna požarna ureditev tabora. Pri tem je pomembno, da imamo dovolj ustreznih protipožarnih sredstev. V neposredno bližino šotorov na vidna mesta namestimo gasilne aparate in protipožarne metle. Če je tabor večji, v bližini uredimo še protipožarni otok z dodatnimi gasilniki, protipožarnimi metlami in drugimi sredstvi za gašenje. V taboru določimo in uredimo še mesto za kajenje, ki mora biti odmaknjeno od nastanitvenih objektov in ustrezno označeno. Vsi pripadniki Slovenske vojske so za gašenje in ravnanje s protipožarnimi sredstvi usposobljeni, preden pridejo na teren.
Tabor je tako pripravljen za nastanitev in varno uporabo. Naloga pooblaščenca za varstvo okolja je, da tabor vsak dan obhodi, pregleda, če je poskrbljeno za zaščito okolja, preveri protipožarna sredstva in ob nepravilnostih ukrepa. Po končanem večdnevnem terenskem usposabljanju sledita podiranje tabora in čiščenje okolice. Še posebej moramo biti pazljivi pri pospravljanju sredstev, uporabljenih za zaščito okolja. Pivnike, prepojene z gorivom, oljem ali drugimi nevarnimi snovmi, spravimo v jeklene sode, odpeljemo v matično vojašnico in jih predamo pooblaščenemu zbiratelju. Pri pospravljanju se pogosto zgodi, da pride do razlitja, zato moramo biti še posebej previdni, sicer bi bil ves prejšnji trud zaman. Ko zadnji vojak odide z območja usposabljanja, mora pooblaščenec za varstvo okolja skupaj s poveljnikom vadišča ponovno pregledati razmere in ugotoviti, če je morda prišlo do onesnaženja. Če se je to zgodilo, je treba teren kar najhitreje sanirati. Fotografiranje po končanem taborjenju služi kot dokazilo, da smo teren zapustili v takšnem stanju, kot smo ga dobili ob prihodu.